Dobro, lep pozdrav vsem, ki ste se odzvali na naše vabilo. Namen je predstavitev kandidatk in kandidatov, ki kandidirajo v drugi volilni enoti na listi Slovenske demokratske stranke. Kot veste, smo imeli pri žrebu srečno roko. Številka 1 je letos tista, pod katero nastopamo v tej volilni enoti in verjamem, da bo tudi na koncu postala številka 1, se pravi, da bo to zmagovita številka. Jaz bi predlagal, da bi v nadaljevanju Daniel Krivec, ki je tudi kandidatke in kandidate predstavil, potem bi pa predstavili glavne zaveze iz našega programa za gospodarsko rast, pravičnost in nova delovna mesta. Ja, lepo pozdravljeni tudi z moje strani. Kot je že Zvone omenil, je žreb nam naklonjen, zato verjamemo, da imamo najboljšo ekipo v tem trenutku. Jaz bi predstavil kandidate po posameznih okrajih. V drugem volilnem okraju kandidira Alojz Zoran, v tretjem in četrtem volilnem okraju Silvano Radin, v petem volilnem okraju Mojca Trivič, v šestem Mara Glušič, v sedmem Dušan Grbec, v osmem naš veteran Zvone Černač, v devetem in desetem Damjana Pavlica in v enajstem tudi naša najbolj izkušena poslanka, že kolegica Eva Irgl, in v prvem volilnem okraju moja malenkost Daniel Krivec. Kot sem že rekel, mi verjamemo, da imamo dobro ekipo, sestavljeno iz izkušenih tako politikov kot drugih profilov, tudi mlado ekipo, ki je sposobna upravičiti izžrebano številko v volilni enoti. No, mogoče še ena beseda okrog kandidatk in kandidatov, takrat ste gradivo dobili in je vse podrobno napisano v tem gradivu. Mislim pa, da je prav, da vseeno povemo vsaj približno, kje kandidiramo. Daniel Krivec je območje tukaj severne Primorske, verjetno ni potrebno podarjati, kateri del je to, Bovc, Tolmin, Kanal. Potem Alojz Zoran v Piranu, Silvano Radin v Izoli in v enem volilnem okraju v Kopru, Mojca Krivič v drugem volilnem okraju v Kopru, Mara Glušič v tem kraškem delu, bivša občina Sežana, Dušan Grbec v Ilirski Bistrici, jaz kandidiram v domačem okraju v Postojni, v občine Postojna in Pivka, Damjana Pavlica tukaj, v Novi Gorici, v obeh volilnih okrajih in Eva Irgl tudi v domačem volilnem okraju, se pravi Ajdovščina Pipava. V stranki smo, kot veste, bili prvi, smo nekako v začetku letošnjega leta začutili, da ta mandat vlade Alenke Bratušek ne bo izpeljan do konca. Zaradi tega je strokovni svet pospešil pripravo alternativnega vladnega programa. Pri pripravi tega programa je sodelovalo več 100 ljudi iz različnih področij, tudi veliko ljudi, ki niso člani stranke, so podporniki, simpatizeri. In rezultat tega je bila javna predstavitev tega programa za gospodarsko rast, pravičnost in nova delovna mesta, ki je bila 15. marca letos. Takrat seveda še nismo vedeli, da se bomo čez nekaj mesecev odpravili na predčasne državnozborske volitve. Je pa to seveda stranki omogočilo, da je v naslednjih mesecih, po tistem, ko se je predsednica vlade Alenka Bratušek, da bo v našem najbolj neprimernem trenutku zapustila vladno krmilo, se je pač stranki to omogočilo, da smo se lahko na te volitve zelo kvalitetno pripravili. Tako da gre stranka na volitve ne samo z najboljšim programom doslej, s programom, v katerem so nanizani tudi konkretni ukrepi, ki pomenijo naše zaveze volivcem, ljudem. To pomeni, da jih bomo tudi uresničili, če nam bodo volivci namenili vodilno vlogo na teh volitvah. Vse zaveze, ki smo jih dali v preteklosti, takrat, ko bo to mogoče, smo tudi uresničili. Ampak je to omogočilo tudi, poleg programa,
pripravo dobre ekipe, ki bo ta program sposobna tudi uresničiti. Stranka je po tem, ko je predsednik stranke bil poslan na prestajanje politične sodbe, bolj trdna in bolj enotna, kot je bila kdajkoli doslej. Tudi to nam omogoča suveren nastop v nadaljevanju te volilne tekme in računamo tudi zaupanje volivcev in zmago na teh volitvah. Ta program bomo v celoti izpolnili in uresničili, ne glede na to, da je bil z grobo zlorabo pravosodja ob začetku volilne kampanje iz volilne tekme izločen predsednik največje parlamentarne stranke. Ta program bomo uresničili skupaj z njim in upamo, da bo Branko Masleša, predsednik Vrhovnega sodišča, prenehal s proceduralnimi fintami in nemudoma odločal o prekinitvi izvrševanja zaporne kazni in odpravite nezakonite politične sodbe in s tem vsaj v nadaljevanju ne postavljal več pod vprašaj legitimnosti teh volitev. Naše konkretne zaveze volivcem so zapisane v programu po posameznih področjih. Danes pa mi dovolite, da izpostavim samo tiste, za katere ocenjujemo, da so najbolj pomembne in tudi zadevajo največ ljudi. Torej, kot veste, je stranka ubranila s tem, ko je vložila ustavno pobudo kot prva sredi decembra lani, je preprečila dodatno nepotrebno obdavčitev ljudi, podjetij, kmetov, gospodarstvenikov, s tem, ko je ustavno sodišče pritrdilo in razveljavilo zakon o davku na nepremičnine in na tej točki tudi zaveza, da davka na nepremičnine ne bo. Ne bo znižanja pokojnin. Odpravili bomo prekomerno obdavčitev za vse dnevne migrante, ki delajo v Avstriji in drugod v tujini. Debirokratizirali bomo državo na vseh področjih in eden izmed teh ukrepov, ki bo storjen nemudoma, je odprava prevoznic, ki so tako, kot so bile uvedene, nek nepotreben dodaten birokratski instrument. Zavezujemo se tudi, da bomo z razbremenitvijo podjetij, gospodarstvenikov omogočili 50 evrov mesečno višjo plačo za vse, ki zaslužijo do 1000 evrov mesečno. Zavedamo se pomena vstopa mladih na trg dela, zavedamo se negativne statistike, ki obeležimo v zadnjem obdobju, predvsem v zadnjem letu dni sedanje vlade, kjer je delež mladih, ki ne uspejo dobiti prve zaposlitve, vedno višji. In zaradi tega pomeni to tudi iskanje priložnosti drugje, ne doma, v tujini. Izgubljamo zelo dragocen potencial, v katerega je bilo vloženo tudi veliko javnih sredstev, spravi v izobrazbo tega kadrovskega potenciala. Zaradi tega želimo ta odliv preprečiti na način, da vsem mladim, ki bodo uspešno zaključili šolanje, nekako omogočimo pravico do štipendiranega pripravništva v višini 300 evrov na mesec. S tem bomo na nek način vzpodbudili integracijo teh ljudi na pot prve zaposlitve in verjamemo, da bo velika večina teh ljudi s tem, ko bo pokazala svoje znanje, sposobnosti, si pridobila tudi zaupanje pri delodajalcih in bo lahko delala pri njih še naprej. Nameravamo razbremeniti družine z nepotrebnimi stroški za delovne zvezke in ostale nepotrebne pripomočke. Ocenjujemo, da je ta prihranek na ravni do 200 evrov letno na otroka, na šolo obveznega otroka in nameravamo v okviru prenove izobraževalnega sistema tudi omogočiti večjo uporabo IT tehnologij tudi v izobraževalnem procesu. Zaradi tega bodo vsi ti učenci od 3. razreda osnovne šole naprej imeli možnost uporabe, brezplačne uporabe tabličnih računalnikov.
Naslednja razbremenitev, ki jo predvidevamo, je RTV naročnina. Razmere so se v zadnjih letih bistveno spremenile, trg se je nekako odprl in ni nobenega razloga, da tudi javna televizija se ne obnaša bolj racionalno, bolj gospodarno, predvsem pa bolj tržno in začne pridobivati večji del teh prihodkov, ki jih potrebuje za svoj program, predvsem tisti program, ki ni informativne, kulturne, izobraževalne narave na trgu. Poznamo, v tem času so se rodile nove televizije, ki celotne prihodke pridobivajo na trgu. Zaradi tega menimo, da je potrebno in to tudi v interesu tega javnega zavoda, da se prestrukturira, da izboljša program in to bo ta javni zavod storil samo, če bo to na nek način prisiljen. In ta prisila je na nek način zmanjšanje tega obveznega prispevka, ki ga ljudje, občanke in občani plačujejo skozi električni priključek, kar je unikum v Evropi in v svetu. Zmanjšanje za 50 evrov na leto za vsako gospodinstvo. V času naše druge vlade smo uvedli poceni dijaške vozovnice, poceni vozovnice za javni potniški promet za dijake in študente. Tukaj smo zasledovali več ciljev, ukrep je bil sprejet pozitivno, bistveno se je povečal delež uporabnikov javnega prevoza. V marsikaterem okolju so me ravnatelji klicarili in povedali, da problemov s parkirišči, ki so jih imeli pred uvedbo tega ukrepa, ni več. So ta parkirišča okrog srednjih šol postala kar nekaj prazna, se pravi, da so mladi začeli uporabljati javni prevoz in ne več osebnih vozil, kar je tudi pomembno z vidika doseganja okoljskih ciljev. In ta ukrep nameravamo nadaljevati na ta način, da bomo v prvem koraku upokojencem omogočili nakup vozovnic za medkrajevni javni potniški promet pod enakimi pogoji, cenovno enakimi pogoji in cenovno enako dostopno, kot to velja za dijake in študente. Seveda pa bomo z integracijo javnega potniškega prometa nadaljevali, jo v dobrem letu dni zaključili in usporedno tudi vzpostavili kompatibilen sistem voznih redov glede na posamezne vrste prevoza, se pravi železnice in avtobus. Sredstva, ki bodo potrebna za vse te ukrepe, ki sem jih omenil, bodo pridobljena predvsem iz naslova povečanja gospodarske rasti. Mi menimo, da je ključ do uspešne države prvi ukrep povečanja gospodarske rasti. Samo več ustvarjenega lahko zagotavlja socialno državo, samo več ustvarjenega lahko zagotavlja stabilnost, dolgoročno stabilnost pri izplačevanju pokojnin, dolgoročno stabilnost zdravstvenega sistema, dolgoročno stabilnost na področju socialnega varstva. Zaradi tega je prvi ukrep razbremenitev gospodarstva z nepotrebnimi obremenitvami, tudi predvsem birokratskimi obremenitvami in dodatna razbremenitev tam, ker so te obremenitve še vedno previsoke. Podpora tistim podjetjem, ki imajo dobre programe za finančno podporo bančnih institucij, na ta način, da se bo povečalo zaposlovanje, več ustvarjalo in na ta način bo seveda omogočeno tudi zagotavljanje vseh ostalih potreb, ki jih mora socialna država nuditi ljudem. Nadalje nameravamo sredstva pridobiti z boljšim koriščenjem evropskih sredstev. Mi smo v prvem letu nove finančne perspektive, pa še vedno niti enega operativnega programa, na podlagi katerega bi lahko sredstva, ki jih je izpogajala druga Janševa vlada 8. februarja 2013, bi lahko koristili, gre za 3,3 milijarde evrov denarja. Sredstva nameravamo pridobiti z bolj gospodarnim upravljanjem v javnem sektorju in z boljšim načrtovanjem. In seveda v tistem delu, kjer gre za investicije, tudi z ugodnimi dolgoročnimi finančnimi aranžmaji v okviru EIB-ja. Glede na to, da so davkoplačevalci bili prisiljeni sanirati velik del bančnega sistema, se obvezujemo, da bomo po prenehanju delovanja slabe banke, kjer bomo zahtevali gospodarno in racionalno upravljanje, vsa zbrana sredstva, ki bodo po zaključku delovanja te banke ostala, vrnili davkoplačevalcem. Prej sem pozabil omeniti še enega izmed virov, ki ga bomo namenili investicijam na področju infrastrukture. Razpisali bomo mednarodno koncesijo za upravljanje z avtocestami in ta sredstva namenili predvsem modernizaciji in izboljšavi celotne prometne infrastrukture, prednostno na železniškem področju. Kot prvega izmed ukrepov, to je ukrep, ki
ne boli in ki ga je mogoče relativno hitro upeljati z svojim usmerjenim delovanjem, pa bo uveljavljen ukrep racionalizacije pri javnih naročilih, upeljava neposredne odgovornosti naročnikov, racionalizacija birokracije na vseh nivojih in administrativnega dela javnega sektorja, vendar ne na račun tistega dela javnega sektorja, ki je podhranjen in ki sedaj na eni strani zaradi slabega gospodarjenja, na drugi strani pa zaradi neodgovornosti nosilcev posameznih javnih zavodov ne zagotavljajo javnih storitev na ta način, kot bi to bilo potrebno, govorim predvsem o zdravstvu. Na tem delu nameravamo naše aktivnosti ukrepiti, odpraviti čakalne vrste in omogočiti dostopnost do zdravstvenih storitev vsem, ki te storitve potrebujejo. Toliko na kratko o teh glavnih zavezah. Naš slogan na letošnjih volitvah je enotni zmagujemo. Ko Slovenci, ko smo bili enotni ljudje, ne politika ljudje, mislim, da so ljudje tisti, ki so ključni pri vseh teh stvareh, tudi na teh volitvah. Če bodo ljudje šli množično na volitve, potem bodo tudi izvolili najboljšo ekipo, sem prepričan. Torej, ko smo bili Slovenci enotni, smo dosegli največje stvari. Ko smo bili enotni, takrat smo dobili svojo lastno državo. Takrat, ko smo bili enotni, smo se odločili, da vstopimo v družino evropskih narodov, Evropsko unijo, tudi v Severnoatlantsko zavezništvo. In mi menimo, da zdaj prihaja ta čas. Prihaja ta čas, ko moramo to enotnost ponovno pokazati in na volitvah 13. julija vsi skupaj obarvati Slovenijo v barve svobode, pravičnosti in enotnosti.